prehajamo v drugi del današnjega posveta. Zaključili smo z obdobjem Habsburške monarhije in prve jugoslovanske države, prihajamo v obdobje druge svetovne vojne. In naš prvi referent bo kolega dr. Bojan Godeša. Dr. Bojan Godeša je znanstveni svetnik z Inštituta za novejšo zgodovino, ukvarja se zlasti z vprašanji druge svetovne vojne, zlasti s političnimi in idejno-političnimi aspekti. In danes bo tudi njegov današnji referat posvečen pravzaprav podobni problematiki, vprašanju politične modernitete v času okupacije 1945. Bojan. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, Alenka Šilih je v članku Bliskajoč do nebes in na smrt žalosten, objavljenem v Mariborski reviji 7D leta 1994, širši javnosti prvič razkrila življenjsko zgodbo svojega očeta, doktora Igorja Rosine. Med drugim je Šilihova zapisala, navajam: v začetku februarja 1942 so ga Italijani zaprli in ga premeščali iz zapora v zapor ter internacijo, ne da bi ga do julija 1943 enkrat samkrat zaslišali. O prihodu iz zapora je storil nekaj, kar verjetno kaže na njegovo značajsko doslednost. Šel je na kvesturo v Ljubljani in vprašal za vzrok svojega skoraj eno-in-pol-letnega zapora. Tega seveda ni izvedel, kakor tudi ni ne takrat, ne kasneje računal s tem, da bi za ta neopravičeni odzem prostosti lahko dobil kakšno odškodnino. Vedel je, da bi se z iskanjem političnih intervencij ljudi, ki so sodelovali z Italijani, lahko zapora izognil ali ga vsaj skrajšal. To, da že sam misel na to, se mu je zdela popolnoma nesprejemljiva. Takoj po odpustu iz zapora pa je prišla italijanska kapitulacija. In vsa družina se je v Beli krajini znašla na osvobojenem izjemlju. Bil je zelo človek in bil je razgledan. Bilo mu je popolnoma jasno, da hkrati s bojem za osvoboditev poteka tudi socialna revolucija. Vedel pa je tudi, da je pot kolaboracije neprimerno slabša, nesprejemljiva. Zanj, ki je pravkar prišel iz zapora, v katerem je bil, to je bilo edino, kar je na kvesturi izvedel na zahtevo Nemcev. Bi bila kolaboracija pot popolnega izdajalstva vsega, s čimer se je rodil, za kar je živel in v kar je verjel. Njegova stiska ob tem spoznanju je morala biti velika. Dokler niso zavezniki priznali partizanskega gibanja kot dela boja proti nacizmu in fašizmu, se je za nekaj časa celo maknil, če uporabim blag izraz, in se takoj vrnil, ko se je to zgodilo. Konec navedbe. Prav značajska doslednost, kot je Alenka Šilih v omenjenem članku označila ključni razlog za Rosinove medvojne predelitve, bo v prispevku predstavljala izhodišče za problematiziranje nekaterih vidikov, vprašanja legalnosti in kredibilitete, ki so se pojavili v času okupacije med letama 1941 in 1945. Kot razkrivajo ugotovitve pisca teh vrstic v knjigi Čas odločitev, je bilo za prizadevanje slovenske predvojne politične elite v agresiji na Jugoslavijo, za ustanovitev slovenske države pod protektoratom SIDOSI in s tem sprejeto odločitev, da svoj obstoj poveže z usodo SIDOSI, ključno predvsem njihovo prepričanje v Hitlerjevo zmago v svetovnem spopadu. Pri tej usodni odločitvi ideološki motivi v smislu njihove naklonjenosti fašizmu, kot je to trdilo povojne zgodovise, tako niso bili v spredju. Prizadevanja v Narodnem svetu za Slovenijo zbranih predstavnikov slovenskih strank, da bi se postavili obok Jozefu Tisi in Andreju Pavliču, niso oplodili sadov zaradi Hitlerjevega odločnega nasprotovanja takšni rešitvi. V nasprotju z navedenim pričakovanji je bilo slovensko ozemlje razdeljeno in priključeno trem sosednjim agresorskim državam. Zato so vodilni predstavniki predvojnega političnega življenja pristali na aneksijo ljubljanske pokrajine k kraljevini Italiji, ter se morali zadovoljiti s povsem marginalnim položajem in simbolično vlogo s članstvom v fašistični pokrajinski kozuli. To telo je imelo zgolj posvetovalni značaj, v katerem so se s potrjevanjem odločitev pokrajinskih fašističnih oblasti zgolj izkazovali svojo lojalnost do italijanske države in fašističnega režima. Takšno ravnanje bo seveda v popolnem nasprotju s stališčem vlad zavezniških držav, vključno jugoslovansko begunsko vlado, ter je pomenilo zanikanje državne kontinuitete Jugoslavije, to je pristanek na njeno debelacijo.
Za zaveznike je bilo takšno stališče v nasprotju z mednarodnim pravom in je pomenilo njeno nedopustno kršitev. Tudi z vidika predvojne jugoslovanske zakonodaje je bilo mogoče takšno ravnanje predvojne elite obravnavati kot njeno zelo hudo kršitev. Sicer pa pristanek na aneksijo Ljubljanske pokrajine v Italiji pomenil potrditev razkosanja slovenskega ozemlja kot trajne rešitve. Po spoznanju o popolnem polomu politike iskanja rešitve pri Hitlerju in Mussoliniju so predvojni strankarski prvaki vsa pričakovanja usmerili v zahodne zaveznike. S spremembo strategije so se enkrat prelili v zagovornike legalnosti. Tako so se začeli sklicevati na pravno kontinuiteto Jugoslave ter imeli njeno vlado emigraciji za edino zakonito predstavnico ljudstva, domače strankarske organe, ki so sicer delovali v ilegali, pa so šteli za mednarodno pravno zakonite predstavnike v domovini. Ker je bilo delovanje predvojne elite v agresiji sil nosilne Jugoslavije ravno nasprotno od nove razglašene politike, so prvotne odločitve, zlasti prizadevanje za ustanovitev slovenske države pod osnim protektoratom in na to pristanek na aneksijo Ljubljanske pokrajine, prikrili in letanje okrog okupatorjev, kot je to kasneje označil Lojzij Kuhar, skušali prikazati zgolj kot prizadevanje, da bi slovensko ozemlje pod okupacijo ostalo nerazkosano. Takšno interpretativno preoblikovanje je bilo za politično preživetje slovenske predvojne strankarske elite nujno. Na podlagi takšne preverbe so se predstavniki predvojnih strank zbrali v različnih ilegalnih telesih, namreč na to samo razglasili za izključne legitimne zastopnike slovenskega prebivalstva in njihovih interesov pred jugoslovansko begunsko vlado, ter s tem seveda tudi pred celotno mednarodno zavezniško skupnostjo. Najbolj vehementno takšno razlago, ki pa, kot je bilo že povedano, nima podlage v znanstveno preverljivih dejstvih, po vzpostavitvi interpretativnega pluralizma v slovenski družbi zagovarja Tamara Griser-Pečar. Hkrati tudi opozarja na aktualnost pomena legalnosti kot temeljne značilnosti medvojnega delovanja protikomunističnega tabora, kot nasprotja revolucionarne prakse partizanskega gibanja. Zlasti naj bi bilo po padcu Berlinskega zidu z vidika prevladujočih vrednot v naši slovenski družbi, ki temelji na demokratični ureditvi, navajam to dejstvo zelo pomembno, ker se je konservativna stran v tej točki ostro razlikovala od mnenja komunistov, ki so zanikali kontinuiteto. Konec navedbe. V skladu s takimi pogledi se v delu zgodopisa v Sloveniji, če bolj pogosto pa vlajajoči javnosti, skuša predstaviti medvojno dogajanje na Slovenskem, predvsem kot državljansko vojno med privrženci zakonitosti in kontinuitete na eni strani ter komunisti in njihovi privrženci, ki so si z nasilnim revolucionarnim prevzemom po koncu vojne uzurpirali oblast in jo to nelegitimno vzdrževali do vzpostavitve parlamentarne demokracije leta 1990. V današnjem prispevku se bomo poravnali vprašanje legalnosti in kontinuitete v času okupacije, zaradi obširnosti in kompleksnosti te problematike osredotočil zgolj na nekatere ključne korake, ki so odločilno vplivali k povojnemu prevzemu oblasti strani jugoslovanskega odporniškega gibanja. Po odločitvi na drugem zasedanju Avna v Jajcu je bil Ankoj vsa obeležja vlade in je skupaj z Avnom v celoti predstavljal začasne organe vrhovne oblasti v Jugoslaviji. Tako sta od drugega zasedanja Avnena dejansko obstaja dve središči najvišjih organov oblasti v Jugoslaviji, eno v Tolini s kraljem, ki je bil po ustavi iz leta 1931 vrhovni suveren in begunsko vlado, ki je bila priznana strani zaveznikov, ter na drugi strani začasni organ ljudske oblasti z Avnom in Ankojem kot njenim izvršnim organom. Vendar je bilo pri tem bistveno, da kljub obstoječim stanjem paralelizma oblasti, partizansko gibanje ni postavilo vprašanja mednarodnega priznanja nove Jugoslavije kot novega subjekta mednarodnega prava v mednarodnih odnosih. Temveč samo vprašanje priznanja vlade, to je predstavnika jugoslovanske države, ki je že bila obstoječi subjekt v mednarodnih odnosih. Sicer pa z avnovskimi odloki monarhična oblika vladavine ni bila ukinjena, temveč le suspendirana. Po drugem zasedanju Avnena je bil tako vzpostavljen paralizem v odnosu na jugoslovansko državo med Avnom in Ankojem, ki ni bil de jure mednarodno priznan, ter begunsko vlado, s katero so zavezniki še naprej vzdrževali diplomatske odnose. Na teheranski konferenci so prvič za isto mislo sedli Churchill, Roosevelt in Stalin, ter med drugim sprejeli tudi sklep o pomoči jugoslovanskim partizanom.
S tem je bilo partizansko gibanje de facto priznano kot vojaški soborec v veliki zavezniški koaliciji, čeprav formalno tedaj še ni dobilo statusa ene izmed zavezniških vojska, saj so bili njeni pripadniki v dokumentih imenovani kot jugoslovanski partizani. Ne glede to so bili sklepi Teheranske konference ena izmed odločilnih prelomnic pri mednarodni uveljavitvi partizanskega gibanja. Kljub formalno predvsem vojaškemu značaju je imelo namreč priznanje tudi izjemno politično težo, saj je gibanju odprlo vrata, da se utre pot k mednarodni uveljavitvi na političnem in državnem področju. Junija 1944 je bil podpisan sporazum med Titom kot predsednikom NKOJ-a in predsednikom kraljeve vlade, dr. Ivanom Šubašićem, znan tudi kot Viški sporazum. Sporazum je določal, da bodo vlado kraljevine Jugoslavije sestavljali napredni demokratični ljudje, ki se niso pregrešili zoper narodno-osvobodilno gibanje in da bo vlada v tujini skrbela za gmotno podporo partizanski vojski. Hkrati so se zavzeli za čimprejšnjo ustanovitev enotnega predstavništva jugoslovanske države. NKOJ se je obvezal, da ne bo izpostavljal in zaostroval vprašanja kraja in monarhije, o dokončni ureditvi pa bo po vojni odločalo ljudstvo. Po drugi strani se je Šubašić zavezal, da bo kraljeva vlada izdala posebno deklaracijo, v kateri bo priznala pridobitve osvobodilnega boja, to je avno in federativno ureditev države. Po osvoboditvi Beograda sta Tito in Šubašić 1. novembra 1944 sklenila nov dogovor, imenovan Beogradski sporazum. Ta izrecno poudarjal mednarodno pravno kontinuiteto Jugoslavije, tako da ta dokument predstavlja z tega zornega kota najpomembnejši akt za potrditev kontinuitete jugoslovanske države na mednarodnem področju. V sporazumu je bilo med drugim zabeleženo tudi naslednje, navajam. Izhajajoč iz načela državne kontinuitete Jugoslavije z mednarodno pravnega stališča in na jasno izraženi volji vseh narodov Jugoslavije v njihovem 4-letnem boju za novo na načelih demokracije, neodvisnosti in federativne državne skupnosti, je Jugoslavija priznana v Organizaciji združenih narodov v svoji dotedanji obliki. Tako bomo mi našo državo predstavljali tudi naprej pred zunanjim svetom in v vseh aktih zunanje politike, dokler naša državna skupnost, bodoča demokratična federativna Jugoslavija, ne dobi svobodno odločitvijo ljudstva svoje dokončne oblike vladavine. Do tega trenutka, da bi se izognili vsaki možnosti zaostrovanja odnosov v državi, smo se sporazumeli, da kralj Peter II. Ne pride v državo, dokler narodi o tem ne sprejmejo odločitve. Zato v njegovi odsotnosti kraljevo oblast izvaja kraljevo namestništvo. Kraljevo namestništvo se postavlja z ustavnim aktom kralja na predlog kraljeve vlade, vendar v sporazumu s predsednikom NKOJ-a, maršalom Josipom Brozom Titom, s predsednikom kraljeve vlade, dr. Ivanom Šubašićem in dr. Ivanom Šubašićem. Kraljevo namestništvo poda prisego kralju, vlada pa poda prisego ljudstvu. Konec navedbe. Poleg tega je sporazum določal sestavo resorjev skupne vlade, sicer še brez imen, a večino naj bi jih imenoval Tito, pa tudi to, da bo vlada izvajalec oblasti do izvolitve do ustavodajne skupščine, kar je pomenilo, da je prvotni predlog o plebiscitu odpadel. Beogradskemu sporazumu so dodali še 2 aneksa, ki je kot svoja priporočila oblikovala konferenca Velike Trojice najalci na britanski predlog. V njih je bila zapisana obveza o razširitvi avna z njo med državnimi poslanci zadnje narodne skupščine Kraljevine Jugoslavije iz leta 1938, obveza o preimenovanju avna v začasno skupščino in obveza, da bodo vse akte, ki jih je dotlej sprejel avno, predložili v ratifikacijo ustavodajne skupščine. S sporazumoma je bilo zakonjeno dvovladje, čeprav na specifičen način, ker je bilo obojestransko priznano. To dvovladje ni bilo pomembno le zaradi dejanskega izvrševanja oblasti znotraj države, temveč tudi v samem obstoju 2 organov v mednarodnem predstavljanju. Kraljeva begunska vlada je priznala znotraj države začasno upravo, ki je bila izvedena strani avna in NKOJ-a. NKOJ pa se je obvezal za sodelovanje z vlado dr. Šubašića in prevzel obvezo, da izjavi, da se za časa trajanja vojne ne bo načinilo vprašanje končne ureditve. Kmalu zatem je bil paralelizem vlad v predstavljanju jugoslovanske države ukinjen. Kralj Peter je z ukazom 2. marca 1945 postavil namestnike, katerim je Šubašić podal svojo postavko. Istočasno je predsednik NKOJ-a Tito prav tako podal postavko predsedstvu avna.
Vse pristojnosti dotedanje kraljeve vlade so nato prišle na novo vlado. Vsa diplomatska predstavništva so nadaljevali svojim delovanjem mednarodnega zastopanja Jugoslavije, spremembe, do katerih je prišlo, so bile zgolj personalnega značaja. Po oblikovanju enotne vlade, ki je bila mednarodno priznana, so bile priznane tudi spremembe izvršene v politični strukturi državne jugoslovanske države. Tak razplet je v znatni meri že predvidel Edvard Kardel spomladi 1944, ki je ocenil, da je predvsem pomembno, da bo reakcija razbita na narodno-osvobodilnih pozicijah, ter sklenil z ugotovitvijo, da je v sedanjem stanju borbe važno, da je delovno ljudstvo zavzelo komandne pozicije. Tako nam bo omogočeno reševati vse vprašanje v obliki reform. Seveda pa tudi Kardel takrat še ni mogel predvideti, da bo leto kasneje kralj, sicer preko kraljevega namestništva, takšno možnost, pa je ustava iz leta 1931 dopuščala, podelil mandat za sestavo vlade Titu. S tem je monarh kot najvišji suveren omogočil predstavnikom partizanskega gibanja, da prevzamejo oblast na povsem legalen način, ki je bil skladen z ustavo kraljevine Jugoslavije iz leta 1931. Tega seveda po vojni oblastniki niso nikoli posebej izpostavili. Še več, po sporu s Stalinom leta 1948, kot je ugotovil Janko Pleterski, navajam, v željih in prizadevnih izražal obrambo pred političnim in delnim pritiskom Inforbiroja smo opustili zgodovinska imena in začeli jugoslovansko revolucijo imenovati v skladu z njenimi družbenimi osnovami in spremembami, ki so peljali socializem. Konec navedbe. Skratka, tudi povojni oblastniki so prihod na oblast šele naknadno retrogradno interpretirali kot revolucijo. Če se zdaj vrnem, v pogledu značajske doslednosti je na enak način kot Rozina odzval se tudi inženir Bogdan Felinc. V pogovoru s predstavniki protikomunističnega tabora s Zalbom Šmajdom je odločno pojasnil, kakšno je njegovo mnenje o namerah protikomunistov, ki so proti koncu vojno ustanovili narodni odbor. Ta je namreč zadržal zase vrhovno oblast in je ni več popuščal emigrantski vladi in dejal Felinc. Navajen, obstoj narodnega odbora pomeni torpedovanje Jugoslavije. Belgrajska vlada, mišljena je seveda pod Titovim vodstvom, je zakonita vlada in predstavnica Jugoslavije. Kralj jo je imenoval in odobril. Če tudi bi bil prisilen, storil je. Iz tega dejstva sledi za vsakega glasovanja dolžnosti, da sledi belgrajski vladi. Konec navedbe. Sklenemo lahko z ugotovitvijo, da je bil predvojnim politikom komaj kdo v času okupacije ustrezal merilom, da bi ga lahko po njegovi formi mentis opredelili kot zagovornika načela zakonitosti in kontinuiteti. Igor Rozina in Bogdan Felinc sta glede značajske doslednosti, če še enkrat uporabim znako Alenke Šerih, pri upoštevanju načela zakonitosti predstavljala v času okupacije redki izjemi. Hvala lepa.